Dober večer. Grožnja zapora Primorske avtoceste, kjer zaradi obnovitvenih del nastajajo dolge kolone, ki dušijo promet, da v kilometrskih kolonah tovornjakov pred mejnim prehodom Fernetiče ne govorimo. Ostaja tudi po današnjem sestanku ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, prvega moža Darsa Andreja Ribiča in predsednika sekcije za promet pri OZS Petra Piška, ki ob tem opozarja na milijonske izgube avtoprevoznikov, poslabšanje varnostnih razmer na cestah in izgubo časa voznikov, ki so ujeti v kolonah. Kakšne rešitve so na mizi, bi se takšnemu kolapsu na Fernetičnih lahko izognili? Je bilo zaprtje hitre Vipavske ceste napaka? Kaj nas čaka, ko se bo prihodnji teden začela šola in se bodo ljudje vrnili z dopusta? Vse to bomo izvedeli iz prve roke. Z nami so namreč ministrica Alenka Bratušek, šef Darsa Andrej Ribič in predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Peter Pišek. Dober večer vsem trem. Dober večer. Gospa Bratušek, kakšna rešitev je na mizi po današnjem sestanku? Ljudje, ne samo tovornjakarji, izgubljajo čas, živce in še kaj v kolonah. Kaj je na mizi? Najprej bi se rada zahvalila vsem z današnjega sestanka za konstruktivno sodelovanje, konstruktivn pogovor, predloge, ki smo jih dali na mizo. Kot drugo želim povedati, da se seveda na Ministrstvu za infrastrukturo zavedamo, da imamo pred sabo izzive. Dejstvo pa je, da se infrastruktura pod to vlado obnavlja ali pa se vanjo vlaga toliko kot še nikoli. Od leta 2022 do leta 2026 bo naša država v infrastrukturo vložila približno 7 milijard evrov. 7 milijard evrov, zgodovinsko visoko. Absolutno je treba situacijo na Fernetičih urediti oziroma rešiti. Že prvoten predlog Darsa, pa verjetno je prav, da oni to povejo, je bil, da se promet po eni strani avtoceste odvija v sistemu 1:1, se pravi en pas gor, en pas dol. Na pobudo lokalnih skupnosti, na pobudo gasilcev, na pobudo reševalcev in na koncu tudi policije je bila sprejeta strokovna rešitev takšna, kot je danes. Ker Italijani nam ne pomagajo, da ne rečem, da nam mogoče celo malo nagajajo. Nagajajo ali smo se mi slabo dogovorili, ali ste se vi slabo dogovorili z njimi? Nismo se mi dogovarjali, dogovarjal se je Dars, tako da bojo oni... Gospod Ribič, pa potem lahko kar naprej potegnem. Ste se slabo dogovorili z Italijani ali Italijani ne izpolnjujejo tega, kar ste se dogovorili, da je situacija tam taka? Ne, mi se nismo slabo dogovarjali. Mi smo se z Italijani začeli dogovarjati že pred 8 meseci lanskega oktobra. Te pogovore smo potem skozi ves čas nadaljevali. Skupaj smo naredili ogled, to je bilo januarja letošnjega leta na Fernetičih. Potem zadnje dogovore smo imeli na pobudo Darsa z italijansko policijo o prisotnosti župana Divače in pa naše policije in v glavnem nismo Italijani teh obljub, ki so nam dali, niso spolnili. Če vas prav razumem, če sem vas prav razumel, gospa Bratušek, je kaj zdaj na mizi, da bi se ta Vipavska cesta, da bi potekal promet v eno in drugo smer, oziroma zakaj... Zapravičujem župana Sežane, sem narobe povedal. V redu, ampak kaj je zdaj na mizi? Da bi potekal promet v obe smeri in če ne bo zdaj to lahko potekal, zakaj ni že takoj? Naš prvotni predlog je bil tak, da promet poteka dvosmerno po enem smernem pasu in takrat so nas potem najprej reševalci, potem gasilci in pa na koncu tudi prometna milica prepričali, da ta, seveda tudi lokalne skupnosti, da ta predlog ni najbolj optimalen, najboljši in zato smo ga skupaj spremenili. In zdaj se pač, po stanju, kakršnega imamo, bomo zopet preučili vse možnosti, predvsem z ciljem, da rešimo nastalo situacijo in pa dolge kolone. Mislim, absolutno je bila to strokovna odločitev, kot je bilo povedano. Varnost bo vedno visoko na prvem mestu, absolutno je pa tudi naša skupna naloga, da zagotovimo pretočnost na naši avtocesti, zato pod ena bomo pogledali, kako drugače bi se lahko organiziral promet ob soglasju vseh, ki smo jih prej omenili. V naslednji ponedeljek in torek bomo omejevali tovorni promet že pred Fernetiči oziroma na Primorki. Dogovorili smo
smo se tudi s prevozniki, da bodo svoje prevoznike in tudi tiste v tujini, ki se sicer vozijo skozi Slovenijo, pozvali, da vsaj zdaj začasno uberejo drugo pot in nam tako skušajo pomagati. Tako da jaz mislim, kar nekaj stvari je na mizi in jaz verjamem, da bodo že jutri določene stvari razčistili in zadevo rešili. Gospod Pišek, vas to, kar je na mizi, zadovoljuje in kaj pričakujete, da rešite jutri? Se moram zahvaliti za ta dialog ministrici, tudi na koncu gospodu Ribiču, da je se udeležil danes sestanka, da nas je sprejel, da v nadaljevanju je obljubil tudi komunikacijo z obrtno in z gospodarsko zbornico. Če bi že prej to bilo, mislim, da tega problema ne bi bilo. Mi smo opozarjali na to, ko smo imeli sestanek z Darsom, so nam takrat zagotovili pretočnost, kar smo se pa danes dogovorili, da gremo še jutri, takoj jutri zjutraj na en sestanek operativen, kjer se bomo vsi deležniki dobili, reševalci, gasilci, policija, obrtna, gospodarska zbornica, ministrstvo. Jaz verjamem, da bo tudi predsednik uprave zraven, lokalna skupnost in da bomo najdli rešitev. Jaz mislim, da zdaj vidimo vsi, da je situacija resna in da moramo odgovorno in seveda bo mogel vsak tudi mal v tem dialogu popustiti, tudi gasilci, reševalci in lokalna skupnost, da bomo vzpostavili minimalno pretočnost, to se pravi 40 km/h in da bomo naredili to, kar moramo narediti, zagotoviti pretočnost. Pretočnost pomeni denar, varnost pomeni življenja, to je prva prioriteta ene in druge zbornice, pretočnost in varnost, ampak ni samo varnost, moramo tudi pretočnost, ne moramo blokirati Slovenije in seveda jaz verjamem, da bomo v naslednjih teh rekonstrukcijah najdel dialog, dosti komunikacije, da ne bo prišlo do takih zadev. V torek jaz mislim, da smo rešili, da ni se Slovenija zaprla, ker to je bil individualno, to ni bila organizacija obrtna pa gospodarska zbornica, da bi zapirali cesto, ampak mi smo reševali, da se ni zaprl avtocestni križ. Jaz mislim, da je tudi ministrica za to hvaležna, tudi predsednik uprave, da smo to skomunicirali in da smo danes ta dialog takoj tudi nadaljevali. Mene obžalujem, da nismo se takoj v torek dobili, ampak danes jaz mislim, da smo bili konstruktivni, dobri in verjamem, da bomo jutri poskušali rešiti. Ker jutri ne bomo rešili, v soboto nadaljujemo sestanek v nedeljo, ponedeljek. Ta rešitev, ki jo ministrica zdaj predstavlja, ta je sam trenutna. Za ta vikend, ki se pričakuje zelo povečan promet zaradi zaključka praznikov, v naslednjih 14 dneh pa moramo vzpostaviti pretočnost. Predsednik uprave sklical sestanek in bo zraven. Super, hvala. Jaz bi samo dodala, da investicije na naši infrastrukturi izvajamo zato, ker so nujne. Ne zato, ker bi si mi to tako želeli, ampak zato, ker so nujne in sploh na avtocestnem križu se v zadnjih 10 letih naredilo bistveno premalo. Ampak gledajte, gospa Bratušek, naprej, tudi na začetku ste se pohvalili, koliko ta vlada daja za infrastrukturo in tako naprej, to je vse v redu in prav, ne. Ampak a se mogoče pa nam to dogaja tudi zaradi tega, ker je naenkrat preveč del na cesti, preveč zaprtih odsekov in tako naprej, ne, in niste predvideli, da lahko pride tudi do takšnih zastojev. Bom rekla, jaz sem tega vprašanja pravzaprav zelo vesela, ker še 2 meseca nazaj smo se pogovarjali o padcu aktivnosti gospodarske na področju gradbeništva, nad čemer sem jaz bila zelo začudena, ker še enkrat toliko, kot delamo danes, se v Sloveniji še ni delalo. In lahko bi mogoče vse to, kar se zdaj dela, razvlekli tudi na 5 let. Ampak bi problem pravzaprav trajal 5 let. Zdaj pa upam, da bomo te roke skrajšali in mogoče še podatek. Jaz sem vesela, da bomo na štajerski strani, kjer je tudi bil velik izziv, se pravi Dramlje, Slovenske Konjice, da bo Dars dela pravzaprav zaključil 30 dni prej, kot je bilo načrtovano in z 1. septembrom, čeprav vem, v bistvu na nek način ne čisto sprostimo, ampak dost razbremenimo Štajerko. Tako. In to je 30.9. je bil prvi rok, zdaj bo to 1. september. Ta dela, ki zdaj delamo, bi morali narediti že najmanj pred 10 leti. In če preštejete, koliko dni bi na leto prihranili zaradi burje, bi bila ta škoda bistveno manjša, kot je zdaj. In z vsakim letom, ko bi čakali, prvič, cesta postaja nevarna, zaradi tega, ker je geološka sestava tega dela cestišča zelo slaba, cesta drsi, in drugič, s tem, ko bomo dodatno ukrepili in pa povišali protivetrne zaščite, bo cesta namesto sedanjih 25 dni na leto, ko je zaprta, mogoče zaprta samo par dni.
Sprejmete to razlago, gospod Pišek, da je pač to cena? Absolutno so investicije potrebne, vzdrževalne in investicijsko vzdrževanje in tretji in četrti pas in tretja razvojna os, ampak jaz pravim, da je Štajerka zaprta, da je Primorka zaprta, vzporedno gradimo drugi tir, imamo tudi v Luki velike težave z odpremo, jaz mislim, da je mogli to bolj plansko narediti, selektivno bolj, se pa strinjati, da je treba obnovo, ampak obnova, ki bo zagotavljala pretočnost. Pretočnost more biti, tudi če je okrnjena, če ni 80, je 30 na uro, pretočnost pa more biti zagotovljena. Zakaj ta pretočnost recimo zdaj ni bila zagotovljena? Kaj je bil glavni problem? Glavni problem so bili zastoji na italijanski meji na Fernetičih. Kaj to pomeni? Bom rekel takole, gospod Ribič, kaj ste naivno verjeli Italijanom, da bojo spoštovali dogovorjeno, ali smo premalo iskali rešitev tudi v primeru, če bi se to zgodilo? Italija je prijateljska država, z njimi imamo precej dobre odnose in smo res naivno verjeli, da bodo ta problem rešili. Včeraj je bil v Trstu na prefekturi sestanek, na katerem so nam obljubili, da bodo v 14 dneh asfaltirali ta del in nam omogočili dvopasovni vstop v Italijo. Kaj se dogaja? Tam imajo probleme z vstopno postajo v Monfalconu, ki je zastarela. Morate vedeti, da Italijani nimajo vinjetnega sistema, imajo še vedno listke in zato se tam nastajajo kolone in Italijani te kolone rešujejo zaporo na slovenski strani. Infrastrukturo v prvi vrsti obnavljamo zaradi ljudi, ampak absolutno tudi zaradi gospodarstva. Slovenija je tranzitna država in tudi po vseh teh obnovah bodo prevozniki bolj varno lahko prepeljali še več tovora. Povejte nam, gospod Pišek, kaj dokler poteka dialog, zapore Primorske avtoceste ne bo? Jaz sem za večni dialog in jaz verjamem, da bomo jutri našli rešitve in si ne želim nikakršne zapore, jo pa ne izključujem. Povejte nam zdaj, s 1. septembrom se vračajo ljudje iz dopustov, šole se začnejo. Gospod Ribič, kako bo zdaj za temi, če sem prav razumel, 30 dni prej se bo končala obnova Štajerke, kakšen bo potem režim tam in kako bojo stvari potekale na drugih deloviščih? Boste morda velikokrat, ko mi ljudje pravijo, vozimo se mimo delovišč, pa tam ni nikogar. To nas moti. Kaj pravite na to? Na prvi del odgovora. V Slovenskih Konjicah z 1. septembrom, ko se začne šola, prijdemo na režim 2+2. To se pravi, da bo pretočnost veliko boljša, ker takrat pričakujemo tudi, da se bodo ostali vrnili, da bo promet med obema največjima mestama večji in zato mislim, da ne bo prihajalo do takih zastojev. Kar se tiče gradbišč, moram priznati, da imamo probleme. V Darsu smo uvedli stroge kontrole, vsakodnevno zahtevamo popise ljudi. Včasih je mogoče, to moram tudi upravičiti nekatere izvajalce, veliko del se izvaja pod cesto, naprimer na Slovenskih Konjicah se popravlja viadukt, tako da je večina delavcev na delu, ki se ga ne vidi, vendar se nam pa tudi dogaja, da jih ni. In v bistvu uporabljamo vsa sredstva, ki jih lahko, da to preprečujemo. Gospod Bratušek, kdaj bo konec obnovitvenih del teh največjih? Drugi tir bo prevozen marca leta 2026, kot smo obljubili. Tretja os se pospešeno gradi. Mislim, da je konec leta 28 oziroma začetek leta 29 rok, da bo prevozna od Šentruperta do Slovenj Gradca. Na državnih cestah imamo res veliko projektov, tako da jaz težko rečem, da bo jutri vse bolje, absolutno pa bo infrastruktura, ko bo narejena, bolj varna in, kot sem rekla, tudi boljša za prevoznike in za gospodarstvo. Jutri pa iščete spet konkretne rešitve. Absolutno. Najlepša hvala vsem trem. Hvala, tudi mi vsi. Najlepša hvala, da ste bili naši gostje. Hvala.